Lepo zdrav! V soboto, 10.11. ob 9. uri v Kinvitalu v Ljubljani pripravljeno zanimivo predavanje na temo ahilarne in patelarne tendinopatije. Predavana bosta dr. Martin Zorko in kineziolog Tadej Vrbošt, ki je danes tukaj z nami. Živijo, Tadej. Pozdravljen, Luka. Danes bosta Tadeja malo pogledala samo vsebino predavanja. Se pravi, najprej si bom malo pogledala, kje so tiste glavne teme. Mogoče lahko kar začneva z nekimi metodami vadbe, o katerih boš tudi govoril na predavanju, pa mogoče, če malo pojasniš, zakaj ponavadi ni dovolj samo nek ta klasičen ekscentrični trening, kadar se želimo vrniti v sam trenažni proces. Ja, na delavnici oziroma predavanjih smo pogledali različne trenažne metode, ki so del celotnega programa rehabilitacije samih preobremenitvenih sindromov, tudi tendinopatij. Zdaj, zakaj samo ekscentrika ponavadi ni dovolj, je ravno ključ v tem, da tudi samo gibanje ni sestavljeno iz čisto ekscentričnih gibov in je to samo en del celotne enačbe, zato moramo tudi v trening posegati z drugimi metodami, kot je izometrična vadba, normalen trening z prostimi utežmi, ki vsebuje tako ekscentrični del, deloma izometrični in tudi koncentrični del gibanja, kakor potem na koncu tudi malo bolj agresivne metode ekstenzivne pliometrije in tudi tiste ta prave pliometrije. Ker ko smo enkrat sposobni čisto pliometrijo delati, tudi pomeni, da smo sposobni se recimo temu varno vrniti nazaj na teren. Spravo bomo šli nekako postopoma od neke izometrike, ki mogoče prije bolj poštevno na začetku, do potem neke progresije, ekscentrike, ekscentrično, koncentrične zadejo potem in, kot si omenil, že proti nekim bolj zahtevnim pliometričnim sredstvom, ne? Tako da bo nekako neka postopnost v bistvu. Ja, tako je. Najprej seveda želimo v bistvu telo pripraviti na obremenitev, pripraviti tudi živčni sistem, da optimizira svoje delovanje na čist mišičnem nivoju, ker mišice načelno podpirajo delovanje tetiv in tudi reabsorbirajo sile, ki se pri normalnem gibanju dogajajo in na ta način po eni strani razbremenijo tetivo, po drugi strani pa s tem skoristijo tudi njen polni potencial. Zaradi tega je potrebno najprej živčni sistem, recimo temu fino tonizirati, potem pa z dodatnimi metodami v bistvu mehansko obremeniti sama tkiva in jih narediti močnejša in bolj odporna na vsakdanji stres. Ok, se pravi, poleg teh nekih bolj klasičnih trenažnih metod, si bomo pa pogledati tudi različne dopolnilne metode, ki mogoče niso tako pogoste v neki klinični praksi, ampak ponavadi prinašajo super rezultate, če jih znamo v pravilnem času, recimo kot dopolnilo treninga vnesti v naš trenažni del verjetno. Kje so kaj te recimo še različne dopolnilne zadeve, ki si jih bomo pogledali? Ja, res je. Na sami delavnici oziroma predavanjih si bomo pogledali kineziotaping, potem asistirano mobilizacijo mehkih tkiv, potem miofascialne tehnike sproščanja in pa Prav bo kar nekaj še različnih teh dopolnilnih metod, tako da bomo verjetno tudi konkretno si pogledali, kako te metode potem kot vnesti kot neko dopolnilo oziroma kdaj jih uporabiti, v kakšnih primerih, tudi kako jih uporabiti, ne, če se namotam. Ja, v bistvu bomo pogledali, kako se te metode implementira v sam oziroma se dopolnjujejo s trenažnim procesom in kakšne prednosti nam to prinaša, ker načelno moramo vedeti, ko se ukvarjamo z tendinopatijami, vedno skozi vadbeno enoto tkivo obremenimo in se potem tudi ukvarjamo z uravnavanjem bolečinskega oziroma stresnega odziva telesa na sam trenažni program in nam lahko ta dopolnilna sredstva dobro služijo v ta namen, da bolečino omilimo, hkrati pa pospešimo regeneracijo do naslednje vadbene enote. Ok, super. Mislim, da bo v bistvu to predavanje zelo zanimivo tako za kineziologe, fizioterapeute, tudi verjetno za različne druge delavce, ki delajo na tem področju raznih vadb in rehabilitacij. Tako da, hvala Tadej za tole pojasnilo, pa se vidimo potem 10.11. na delavnici pri nas v Kinvitalu. Se vidimo. Čau.